sam, jaz sem šista. A to so kile? Ja. Ja, dobro jutro. 21. februar je že, kar pomeni, da bo 8. marc zelo kmalu. Takrat je tudi prvi event letos, Strade Bianche. Kolo sem za dirko že pripravil. Naredil sem par sprememb in vse to bi rad sprobal tudi zunaj na cesti, da ne bo pol kakšen problem, ko pridem ven. Ja, bom pa letos spet vozil seko, ker sem kar vesel. Ta prvi se je seka prodajala, ker je bil namen tak, da če se proda, da bom dobil Ridleya. Ampak sem iskreno kar vesel, da ni šla, ker sem se jo navadil, bikefit pa narejen na njej, pa res je top kolo. Tako da ja, vse je pripravljen, je par sprememb letos na seki, tako da, kako sem rekel, vse to grem danes sprobati ven. Da vidimo, da ne bo kakšen problem pa je. Okej. Takaj šmi. Ker so pa ceste pri nas v dosti slabem stanju trenutno na Gorenjskem, se pravi dosti soli pa peska. Ne da bi se peska branil, glede na to, da grem na Strade Bianche, bi bilo fajn sprobati, ampak le pesek tako, sredi ovinka je, pol ga ni več, nekaj je več, nekaj je manj, nevaren je. Pa tudi mraz je pri nas konec koncev, tako da z Mihan sva se zmenila, da greva, že prejšnji teden sva se menila, no, da bi šla na Primorsk, malo v druge konce v Sloveniji poganjati pa raziskati ceste. Jaz mislim, da je fajn, napoved je lepa, vetra naj ne bi bilo, malo sonca bo, tako da po moje bo super, malo na morski zrak. Kčing, gremo. Vajdoš, ne, piče. Ja, takole. Dokle? Zvesti snemalec, ne? Zvesti snemalec, nekaj se dela, kad ni nekaj danes zainteresiran. Ampak drugače je komi čakal, da gre lahko ven na kolo, da ne bo na Zwiftu spet. Vsaj po moje, ano. Točno tako. Treba je malo zamenjati delovno okolje, kako že ti praviš, da se ne odtrga, a ne? Točno tako. Po moje je res dobro, ne. Že zdaj je malo šajnat začeli gledati na oklom, tale sonce. Po moje, kaj pa dol bo pa toplo, ne, bomo videli, kar bo po. Ali bo pa zmrznila, rešitev mislim, samo dve možnosti. Samo dve možnosti sta, bomo videli, v kjero bo šlo. Ja, nič, gremo. Prispeli ste na cilj. Glavnem, midva sva v Vajdošnji. Štartava tukaj. Zdaj trase pojma nimam, kako gre, ker je v bistvu mi jo je poslal Blaž, trener. Prav, da so prazne ceste, pa da je lepa pokrajina, tako da meni se sliši dobro. Kako delaš? Ej, Gorenc špara, pa snoče novih kupati, pa pač pol za lep odspret, a ne? Learn more for Subscribe and like for more tricks and tips. Dejstvo je, da so po moje preveč napravljene. Jaz mačkan, ne, nam dolgar, galoše. Imam jih sabo, ampak mislim, da bo prevroče, da nima smisla, ker je res toplo. Tako da bojo ostale v avtu. Sam jaz pusti moram to imeti gor. Ja, ne vem, zakaj imaš to gor, ker je res vroče. Zato me vzebal drugače. Nav te zebal. Ja, itak. Vroče ti bo. Ej. Že v štartu videa sem povedal, da sem naredil par sprememb na seki, pa da bi jih rad sprobal za Strade Bianche, ne. Zdaj, ta glavna stvar, ki sem jo spremenil, so gume. In sicer prej sem vozil 28 mm z zračencem, zdaj imam pa tubeless, pa 30 mm široke. Nisem največji fan tubelessa, no, to bi lahko rekel. Do zdaj sem se kar nekako uspešno izogibal tej zadevi.
pa se ne da bilo kaj narobe, ali pa kaj sam nekako se mi ni zdelo potrebno. Zdaj, ko grem pa na Strade Bianche, pa mislim, da je to najbolj logična izbira. Tako da ja, imam tubeless. Zdaj 2 dni sem se matral, da sem jih gor spravil. Vsak dan eno. Je majčkeno zakompliciran. Najbolj je to, da jo gor spraviš gumo, da se usede. Moš res zraka not spustiti toliko, da popoka gor po feltni. A se reče tako, popoka? Ampak je ratal. S pomočjo soseda, hvala sosed, ko ima kompresor dost močen, je feltno, oziroma gumo nabil na feltno. Tako da to je prištiman, danes grem to sprobati. Res me zanima, kako se bo vozil. Guma kot guma, dokler sistem dela, je dober, a ne? Problem bomo pa videli, kako je, če pride do težav. Upajmo, da ne. Ja, vem, eni bojo rekli, kaj s tabo, ampak, ko snimaš, pač rabaš majčkeno več prostora, da kamero lahko odložiš, da vse skupaj ti olajša. Sicer pri teh torbah me majčkeno moti to, da velikokrat popraskajo okvir, zato sem majčkeno zaščitil, zgleda sicer šalabajzersk, zato bom naročil eno prozorno folijo, oziroma imaš ti prozorne zaščitne nalepke, ki ti lahko pol zaščitaš okvir, da ne tako šalabajzersk zgleda, ker je majčkeno hicen. Nimaš kaj za danes bo delali, greva se zdaj pelat. Kaj je šalabajzer? Greva? Greva? Eno že zid začel počasi. To je pa toliko moš čakati, da posnamemo, ne? Skoraj sem že pozabil, koliko cesten kolo na cesti res leti. Zdaj sem bil skozi na grevlu in je razlika majčkeno. Res je tako, da je grevel je narejen zato, da greš hitro po pesku. Tam res leti. Ampak, ko prideš na cesto, greva majčkeno počasneje. Zdaj, ko sem spet na seki, na cesti, dobro leti, res. Je razlika. Pa še ena velika razlika je, na seki imam Shimano, na Ridleyju pa SRAM. In sem ene parkrat zdaj že na ta sprednji šajbi prestavil iz ta velike v ta malo. Jale, se bom navadil nazaj. Je the best, res. Takole, v drugem koncu, da je majčkeno spremembe, je toplo, sicer ne vem, kam je šel zdaj sonce za ne oblake, ni kakšne krize, tako da samo gase. Una pot. Kako sta pa rekel PM? V šumi. Mene predstav zmanjkaj. V glavnem, Miha ima že dalj časa tubeless. Prej si rekel, da imaš same dobre izkušnje. V bistvu ja. Ne vem, kako vsi pravijo, mlek gor, mlek dol. Mene je že velikokrat rešil. Ne vozim zračnice s sabo, ker ni potrebe. Ker če ti gumo tako useka, da ti tubeless ne zafila, ti tudi zračnica ne pomaga. Sam kle, v tem primeru zračnico kaj zamenjaš? Še prej. Ampak, če ti prekraj razbije plašč, tudi zračnica ne pomaga. Sam to moraš imeti pa res urank smolo, da ti jo prekraj. Ne, jaz zdaj zaenkrat mi je super tubeless. Je pa tako, kot sem rekel, vsi sistemi so super, dokler nimaš problemov. Koliko res dober je, se pokaže šele takrat, ko imaš problem. Zdaj pa kaj luknja.
Bomo videli, jaz upam, da ne bom sploh probaval, ampak če bo problem, da bo to tale mlek zafilal. Tako da ja, bomo videli. Me pa zanima tudi, kako je pri vas, kakaj boste. Tule se mi zdi, da so zelo taka deljena mnenja lahko. Zelo hiter, vsak misli, da je sam njegov prav. Tako da ja. Kaj je moje prav, kaj je? Tako da me zanima, kva vi boste. Zdaj, za gravel pa za mountain bike mi je nekako jasen, da je tubeless, to itak. Ampak cesta, kva na cesti boste? Tubeless ali zračence? Ma che lepo, res je lepo. Prej se je malo hladil, pa tudi mačkan je veter pihal. Ampak zdaj spet sonce nazaj, pa tudi toplo je kar dosti. Je pa tudi tukaj teren tak, da je skozi mačkan gor, mačkan dol. In si skozi ogretno, ni kakšnih dolgih spustov. Je kar fajn, tak. Že skoraj ta prav pomladen dan. Zaprav pa stuple. Test tubeless gume, evo, če vse drži. A že kaj šprica, kje ven? Za enkrat je vse v redu. To je to. To je to zagrnaš, 100,4. Čez to je. Lahko naredijo še par krogov, da bo za 100%, da ne ustrava ukradile. V glavnem, midva sva nazaj. Kva ne rečem, gume se super obnesejo, vožnja je bolj udobna. Zdaj ne vem, je to že zaradi tega, ker so te toliko širi, ker so 30-ke. Mislim, da je tudi to, da je tubeless, ker je vse glih bolj mehka, na manj se jih pumpa in v bistvu delajo kot en feder na cesto. Tako da je super, obnese se vse v redu. Že to je dobro, da so gor ostale, zgleda sem jih dobro namontiral. Ja, gume so super. Kar se turbe tiče, je tudi odlično se obnese, sicer tale trak je majčken šalabajzersk, se sem rekel, to bom popravil. Ampak je pa fajn, ker res lahko, ne vem, imam zaprt. Odprem, dam ven kamero, posnamem, vržem nazaj, bum, je kamera spoti, pa žepe imam prazne, kar je res odlično. Tako da ja, čist odlična zadeva. Zdaj, kaj ne rečem za konc tega videa. Mogoče ni bil toliko zanimiv kot ostali, ampak sem rekel, grem sprobat kolo, vse glih posnamem, saj na koncu pa lušten dan je bil, 100 km sva naredila, fajn sva se imela in to je to. Ajde, živ!